Jaz sem kot mlad poba še v osnovni šoli, sem bil naročen na tako imenovan Ciciban, ne. Tam sem jaz zasledil Iveta Šubica zelo na začetku, se pravi, jaz sem bil tam star nekje 7-8 let in jaz sem občudoval te njegove ilustracije, ne, ki so bile, moram reči, še danes rečem, odlične, ne. Zelo se je približal psihi otroka, ne, in so bile te njegove ilustracije naravnost idealne za en Ciciban, ne. Tam so bili še drugi kot Slana, potem videl sem od Sedejo ilustracije in tako naprej. To ljudje, ki so danes že vsi pokojni, ne. In moram reči, da sem jaz Iveta torej pol spoznal, da je to Škofjeločan, ne, in sem ga nekje skozi te ilustracije najbolj spoštoval in ga še danes spoštujem, ker me je takrat segel globoko v dušo, bi rekel. To je bil Ivo, ne. In te njegove ilustracije, se spomnim, so bile tako nežne za otroka, ne, da si se pogovarjal z njim skozi tiste risbice, male ilustracije, in kasneje sem jaz celo prerisoval te figure noter, tega kmeta njegovega, z njegovim psom in podobno, z skero, in jaz sem se nekako takrat prvič srečal z Ivetom in skozi te prve stike sem ga imel vedno nekje za sokrajana, za sokolega, kasneje se je pa pol to pričelo tudi na nekem drugem nivoju, ko smo se začeli združevati v Škofji Loki. To so bile pa potem neka druga spoznanja spet. Ampak, kot rečem, to je bil prvi vtis in moram reči, da ga še danes ga vidim skoraj, bi rekel, enakega. Ivo je bil eden od tistih ljudi, ne, ki so me kakor nekako vodili, ne. Škofja Loka je pravzaprav, je teh ljudi veliko, ne. Je veliko umetnikov, recimo likovnikov. Ampak on je bil eden od prvih, ki je nekje name vplival, ne. On je bil za nas seveda eminenca. Mislim, mi smo vsi poznali njegovo delo in bili v tem odnosu z nekim občudovanjem do tega. Tako da skozi je bil med nami vzajemno en tak spoštljiv odnos, zelo spoštljiv odnos, tudi Ive je bil spoštljiv do nas. On je bil tak človek. Šubic je bil resnično eminenca, nikdar on tega ni poudarjal. Vedeli pa smo, oziroma občutili smo, da to de facto je on eminenca. In vso to njegovo energijo smo nekako hlastali, ne. Vedeli smo, da je, mislim, da je njegova prisotnost za nas še kako pomembna. No, in v času, ko smo poskušali ustanoviti društvo, ki je kasneje nastalo kot Združenje umetnikov, je bil on brez dvoma vsred tega društva. Poleg tega je bila še kot pisoča ta Neža Maurer, ne, in to sta bila dva eminentna umetnika v Škofji Loki, vsaj zame, ne. Ampak jasno, Ive je bil pa nekako osrednja figura že z vsem svojimi, bom rekel, z vso svojo prisotnostjo. Jaz sicer nisem bil nikoli v njegovem ateljeju, ne. Bil sem parkrat pri njem doma, ne, v stanovanju tam, in tudi tam je nekako prišlo do tega kontakta, bom rekel, na tak način, da sem bil jaz tam še, bom rekel, začetnik slikar, on pa že kot priznan. In je vedno nekako poudarjal, da naj se počutim čisto kot doma. To sem razumel, ne, da ne bi kakorkoli že prešlo v en tak odnos, da on je nekaj, jaz pa nič, in tega on ni hotel. On je bil preprost človek, prijeten človek,
in je poskušal na nas točno na tak način vplivati. Ne. Vi ste ljudje, ki ste isto kot jaz imam pa seveda že določene reference za sabo, ampak on to ni nikdar povedal, ne. In smo čutili, tak človek je bil. Jaz se ga nekoč spomnim, ko sem šel iz galerije ven, ne, torej Groharjevi galeriji, to je bilo že kasneje, ne, in ga srečam tam, ki je ta klanček pred slaščičarno, ne. On teče tam, ne, v njih kratkih hlačah, pa trak imel na glavu, ne. In me je zagledal, se vstal in sva par besed izmenjala. To je bil zame, bom rekel... Kompliment. Ja, nekako se mi zdi, da se ga nisem predstavljal, ne, da ta človek tudi teče, recimo, ne. No, to je ena zgodbica, ki je zanimiva zgolj zato, ker sem ga videl v kratkih hlačah pa s tistim trakom, ne, kar seveda jaz nisem do tedaj nikoli počel in nisem si niti mislil, da bi lahko en slikar tudi tekel tam po Škofji Loki. Pa je, ne, in to je bil Ive, ne. In to je zanimivo, da sem ga tudi kot takega sprejel in sem se mislil, da pač tudi skrbi za svoje zdravje, pa ne vem, kaj bi rekel, ne. Ampak če pustimo to vnemar, jaz mislim, da je bil on resnično tak človek, da so ga imeli vsi ljudje radi, sploh pa Škofjeločani so ga imeli radi, ne, topel je bil, prijeten je bil, nikdar ni poniževal ali pa nikoli ni poviševal nekaj, kar ni bilo potrebno tega. Skratka, to je bil Ivo Šulc, ja. In ker si rekel, da nisi bil nikoli v njegovem ateljeju, moram pa jaz tole povedati, ja. Kaj večina ne ve. V njegovem ateljeju je bil bel tapison, tudi pod njegovim štafelajem je bil bel tapison, ampak brez kakršnega koli madeža. To je čist. Kako je to mogoče tako slikati, je, mislim, res nekaj posebenega. Ampak Ive je bil tako discipliniran človek. Ja, ampak jaz mislim, da je njegova slika natančno to kaže. Ne? Ja, pri njemu nobenih, jaz veliko improviziram. On nikoli ni improviziral. On je prišel do slike, do svojega dela z neko disciplino, o kateri ti govoriš, ki jo on jaz ne vem, če je hotel jih izraziti, ampak tak je bil in je natančno tako tudi sliko. Če se spomnim samo tistih njegovih slik, tam nikjer, ne vem, barva ne steče ali da bi se faktura kdaj poudarila kot del njegove slike in tako dalje. In tako dalje. Skratka, on je bil tudi tak človek, ja. Discipliniran, oziroma njegov karakter je v njegovih delih. Ne. Ja. Ko se je začutil, da bi nam ena taka društvena oblika pomagala, smo pa seveda sledili tem njegovim sugestijam. In smo vedeli, da če bo on tle zadaj, če bo on to podprl, da bo to mnogo lažje šlo v življenje. On je bil pač eminenca in tako smo ga tudi spoštovali ob združevanju na našem združevanju. Smo ga skoraj bi rekel, prosili naj bo zraven, čeprav ni bilo nikoli vprašanje, ali bo zraven ali ne bo, ker smo vedeli, da brez njega mi sploh ne moremo nastopati recimo v nekih kontekstih, ne moremo nastopati brez Iveta Šubica, če ustvarjamo združenje. Ne. Ni bilo samo društvo. Tako da je, mislim, tukaj sploh ni vprašanje bilo. Ampak on je tudi, kot smo ga označila, ni bilo nikoli vprašanje pri njemu sodelovanja, nasprotno, potem smo ga smatrali kot takega, se pravi, da je bil on, ga ne moramo obremeniti z raznimi dejavnostmi v združenju, pač pa veseli smo bili, da je bil med nami. In to se mi zdi, da je bila
ena stvar, ki je tudi njemu dobro legla, ali kako bi rekel, ne, se pravi, on je vedel, da smo mi mlajši, neizkušeni, on je pa pač tisti, ki je to pot že prehodil in je bil z nami prav vesel, kadar smo bili skupaj, ne. Jaz bi tle dodal še to njegovo skromnost, tle vizavi temu, ker enkrat se je zgodil, da je, jaz ne vem po kakšnem naključju, pridem jaz k njemu in je imel slučajno na mizi mapo, veliko mapo svojih grafičnih del. In mi reče, Simon, ti bom jaz tole pokazal. Veš, to je bil en prav posebna milost, poseben vzgib, da se je to zgodilo. Namreč to je trajalo najmanj 3/4 ure, če ne več. Skratka, greva list po listu. Stvari, ki sem jih jaz prvič videl. Jaz sem bil začaran, čist. Jaz sem bil tako, ko sem odšel, sem letel k Tomažu Lundev, ker so bila takrat znotraj društva nekakšen tandem, kaj jaz vem, jaz sem bil en od naju je bil tajnik, ne vem kaj. In ti sem rekel, veš, kaj sem videl, to pa moramo narediti eno knjigo, en fin katalog, sam teh črno-belih, to ne bo to koštal, ker takrat je vtisk pa znatno dražji, kot je danes. Znatno dražji, To bi mi vendar nekako zmogli, to moramo narediti. In Herman, zdaj sem spomnil. Potem sva midva priletela k tebi in sva povedala, jaz s tem svojim navdušenjem, kaj sem videl, in da to pa ne sme ostati tako skrito tam v nekem ladlcu, v neki mapi, da to pa moramo predstaviti, dajmo mi to riskirati in narediti eno tako stvar in tisto podprl. In potem se midva s Tomažem Lundom najaviva k Ivetu, skratka, uradni obisk pri Ivetu. Torej, jaz sem se lepo oblekel, jaz sem to zelo zares vzel, kajti k Ivetu sva prišla z namero, da mu povemo, kaj smo sklenili, ker ti si bil takrat predsednik in takrat si bil predsednik, en od naju, jaz ali Tomaž Lunder je bil tajnik, in tako, skratka, smo bili tisti upravni odbor. In zame je bil to slovesni trenutek, da lahko Ivetu najavim, da smo se odločili, da bomo natisnili en bogat katalog ali knjigo z njegovimi grafikami. In ko Ivetu jaz to povem, začne Ive mahati tam po luftu, tako, to pa nikakor ne, kajti Ive je to kategorično odbil, zato, ker se je zavedel, da bi s tem bi on ponudil, bi mi porabili letni budžet za vse, za to njegovo knjižico. Tega pa on niti slučajno ni hotel in je zavrnil v celoti to zadevo. On je bil naš kolega, žal ga ni več med nami, bomo tako rekli, ker smo vedno, ki je bil Ive še tam, smo bili kot njegov otroci, bi skoraj rekel, ampak brez vsake patetike. Dobro smo se razumeli in to je bilo fino, Mislim, da te sreče danes nimamo več, Če si prišel k njemu, si bil vedno lepo sprejet. Mislim, res tisto toplo. Ive je izoblikoval tako likovno govorico, da se je prepričal, da mu verjamemo, da so Poljanci v svojem bistvu taki, kot jih je on slikal. Ampak to je dosegel s to doslednostjo, preprosto jaz od svojega 18. leta naprej Poljansko dolino dobesedno doživljam skozi njegove slike. Mene je on
v tem smislu začajal. Vplivi so pa na njega bili, ne? On je vedel, kaj je kubistična slika, on je po mojem vedel tudi, kaj je naiva, ne? Kako naiva izražati svoje, ker je tudi za njega bila verjetno naivno slikarstvo zelo blizu, ker je sam prišel iz doline, da tako rečem, ne? Da je on doma na deželi gor in da je ta dežela se njemu vedno na podplatih nosil, ne, tisto blad, ne. In tak je Ivo. In pri Ivu to ni, nekako bi rekel, nekaj, kar je odveč, ne, pač pa točno nasprotno. Ivo je bil človek iz dežele, bi se rekel. Ja. Mogoče njegov najbolj pop motiv so ptiči. Ampak veste kaj? On je te ptiče slikal z ostanki bajev na paleti po nekem zahtevnem resnem delu, je on to za čist zadnji večerni lušt z ostanki iz palete je slikal te ptiče, ki so zdaj v bistvu ostali kot nek najbolj popularen Ivetov motiv. Ja, pop motiv. Ja. Če poudarjamo Jugoslavijo še, ne, je bil kar prisoten. Ne. Tedaj so bile te ikone, so bili partizani in tako naprej, ne, in skozi to je on bil prisoten. Ne. Po 50 letih, pa že v 60 letih je Ive iz teh scen pomembnejših zginil. Ne. Ive potem nikoli več ni prišel tako v neko spredje, ampak poglejte, ne glede na to, koliko so ga te take kritiške strukture upoštevale, je bil Ive še vedno velik umetnik, ne glede na to zunanjost. Tukaj mislim, da pa ime Šubic rahlo trpi, ker priimek Šubic je, bom rekel, izjemno pomemben v slovenskem slikarstvu. Pa kakorkoli obrnemo, kateregakoli Šubica, je treba o njih spoštljivo govoriti.